Hej vsi skupaj, to sem jaz, Alen Podlesnik, uradni unboxer Republike Slovenije in tole imamo še kaj druga za unboxati? Jaz vam bom danes predstavil takšne mobitele, ki jih že vsaj 10 let ni več nikjer. Včasih so bili pa to najbolj premium telefoni, ki so jih imeli tisti najbolj fancy ljudje. In vse skupaj se je začel s tem. Preden vam pa razložim, kaj sploh je to, bi vam pa rad povedal, zakaj sploh to delamo. 30 let mobilne telefonije praznujemo v Sloveniji v tem času in v tem obdobju se je nabral zelo veliko telefonov in ti telefoni so pri vas doma, v predaljih. Zato ga prosim primite in ga prineste v najbližjo Telekomovo poslovalnico, da ga oni reciklirajo in to hočemo. Tako da naredite to. Ne samo, da boste rešili človeštvo, tudi dobili boste tako lepo 3-sled zapestnico in Marjan bo nesel sadike v hosto in posadil medovito drevo, čebele bojo in pač nebesa, ful bo dober. Vem, kaj se sprašujete, kaj je to, Alen, zakaj imaš kovček na mizi. To je en izmed prvih telefonov. To je v bistvu star foter vašega iPhona ali pa Samsunga. Če vam je padel na nogo, ste mogli takoj na urgenco, ker ima skupaj z baterijo 2,5 kg. Dobesedno moj printer ima tak vhod. To so bili oni printerji, ki so delali te zvoke. Ja, prosim. In ena stvar, ki bi vam ful rad pokazal pri tem telefonu, je tale touchscreen tukaj zadaj. Ne, touchscreen, to nima touchscreena, s tem so se pretepali včasih. Zdaj, če mene vprašate, najbolj fascinantna stvar glede tega mobitela je, koliko denarja je bilo treba plačati za njega leta 1991, ko je prišel ven. Koliko denarja? 8.000 evrov. Tako da to smo imeli leta 1991. Novo državo, ampak telefone brez kamere, brez interneta, nič YouTubea, nič Instagrama. Zdaj vam bom pokazal pa še enega. Nokia 9300i. Slišite, kakor en BMW? A ni bolj ime za avto? Ja, ful dolgocajtna, a ni? Če pogledaš kot telefon, je to zanimiv? Ne, ni zanimiv. Prvo kot prvo sive barve. Pogled ta ekran. V bistvu res gleda, kakor da so bombončki noter, ne da? Ampak ena stvar, ki jo boste opazili, a se vidi to? Panti? To je bila najbolj cool stvar. Tam leta 2006 se je to začelo prodajati v Sloveniji, da si to videl, majhen froc. Ja, to se te zmešalo. To je bilo zato, ker oni so pisali maile na to stvar. To je bila glavna stvar včasih, maili. Kupujem avto, kupujem avto, Koliko denarja za ta mobitel? 700 evrov v današnjem denarju. Po moje to preračunan, glede na inflacijo, je sigurno ful več. Ampak, če govorimo o teh dragih, teh fancy, teh poslovnih mobitelih, potem je pa en telefon, ki vam ga nujno moram pokazati. Hecen je, ne? Zgleda kakor ena robida. In tako se mu tudi reče. To je BlackBerry Bold 9000. Super, super fancy, posloven. Poglej to. Poglej, kak je zadnji. Rad bi poklical nekoga. To so bili tudi eni prvih mobitelov, ki so imeli ta voice command. Call my mother. Ne, a je zdaj zmanjkalo baterije? 3 dni je bil prižgan, zdaj mu je zmanjkalo baterije. Leta 2008 je prišel ven. 2 megapiksla kamera. Mislim, da obstajajo krompirji, ki naredijo dobesedno ful boljšo sliko. In tale stvar, taka kugla, ful terapevtska, to v bistvu je miška. Koliko imajo vaši mobiteli zdaj rama, recimo? 128 mega rama. Edini problem teh mobitelov je, to je bilo zelo, zelo drago. Zato večina ni imela tega. Večina je imela tega.
še vedno BlackBerry Curve 8530, vem, full sexy imena. Če je to poslovni telefon, pol sem jaz bil full poslovnež. Te tipke so bile najjača stvar na teh mobitelih. Ne vem, če veš, ampak zdaj na teh touchscreenih ti ne moreš sporočila napisati brez da gledaš. Včasih si pa tako lahko. Evo, zdaj sem glih mama vprašal, če sem lahko še 1 uro zunaj. Ne smem. In to je tudi to, kar se tega mobitela tiče. To so ti poslovni mobiteli za bogate poslovneže. Carryphone, zelo star dinozaver, star foter. Nokia 9300i, mičken mlajši star foter. In v bistvu zadnja generacija teh poslovnih mobitelov BlackBerry, ki jih je pa na koncu pohrustil močnejši, boljši tekmec. Ampak o njem več v naslednjih videih. To je bil šele prvi video v seriji unboxingov 30-letne mobilne telefonije v Sloveniji. Pokazati vam še toliko stvari. Imam usekane Nokije, Ericssone, Sony Ericssone, old school Nokije. Tega je še zelo veliko. Tako da napišite mi prosim v komentarju, kateri je bil vaš prvi telefon ever, pa se vidimo v naslednjih videih.